Kdo bo prej obogatel, Matej ali Jure? Kaj to lahko vidiš? Tako, se da to videti? Ja, lahko pogledam. Kaj, da pogledam? Da, bo vsak vlekel eno karto. Da vidimo, kdo bo prej. Jaz prvi. Tam me kliče. Jure, povleci. Kdo bo prej obogatel, lol. To je čutim. Evo. Pogledamo? Ja. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast Slovenije, šalni podcast Leko Mečerin. Subscribe, danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni. Nič več v dvoje. Danes je z nami Urška Belcel, ki se ukvarja s tarotom. Dobrodošla. Dobrodan, Urška, ko smo? Najlepša hvala. Ko smo? Super sem. Sproščeno, kot da ne je bilo kamere. Gospodična prej blebetala, stari nije bilo mira. Zdaj tle upalimo kamere, ona tle neki sroži. Sproščeno, sproščeno. Ne, jaz sem sproščena. Kaj ti je pripeljalo na obalo, razen najboljšega podcasta? Kaj me je pripeljalo na obalo? Avto. Ja, naprimer. Na dopustu si, ko je? Ne vem, povabila sem me sem. Nisi bila na dopustu, nisi Ja, na ok, dopustu. sem na dopustu z starši. To pa je to. Kaj si v Savudriji, ne? Kje si? V Savudriji sem, ja. In kako je na Hrvaškem? Super. Ja? Si se kopala kaj? En dan sem tam zaenkrat. Se kopala kaj? Ja, sem se včeraj. Ja? Ja. Ja. Ne vem, kaj več naj povem o tem. Dobro, Savudrija, plaža. Ja, Jure, ja. ko je bil kaj tvoj teden? Odprl sem SP. Podjetnik! Prvi To korak. je to! Prvi korak. Tako da ja. Kaj sem še naredil? Kaj lahko deliš, pa bom tudi jaz tvoje genialno ime SP-ja. Kaj že? Jure Šavron? Ne vem, kaj sem dal. Jure Šavron, spletna prodaja. Spletna prodaja. Jaz sem v tej nič promocije. Je rekla, kaj boš dal kakšno ime, ma ne vem kakšno. Je rekla, dobro, damo to prvo storitev. Vsi tako moraš dati ime in primek in... Ja, ma ne, ime, primek, idek zraven, me lahko Moraš daš še dati. ime. Ja, se kaj pa težko Ampak jaz sem rekel, kaj sem lahko samo pričakoval, materijem nič uspe, rekla, ne moraš nujno še imeti neko ime. Če pa ne, pa dej neko dejavnost. In pač tako najbolj le ime SP-ja imamo. Jure Šavron, maser, SP. Ja, ti se dijeme, ne. V glavnem, jaz moram deliti z vami eno hecno štorijo danes. Kliče mene stric in mi reče, kaj veš, kaj je urgentna situacija. Se rekel, ja, povej, kje, kdaj me rabiš, sem tam. Rekel, dobro, jaz sem v službi, mogu prinesti drinke in sem pozabil. Prosim, prinesi me six-packe. I got you, stric. Se spustil, se oblekel, šel, mu nest, cak, zrihtali. Kakšen six-pack? Ti kaj imaš six-packe? Moje sem vzel v sabo. Tako. Nič sem mu zrihtal, to je to, pač familija na prvem mestu. In je lepo tako, da smo v takem odnosu štiri, ko lahko, ne sprašuj, rabim, zrihtano, cak. Tarot, kaj je tarot? So karte, za katerimi lahko načeloma napoveš prihodnost, ampak v bistvu se preko kart povežeš z energijo osebe, ki te sprašuje o sebi in poveš, kaj je v bistvu energija okoli te osebe trenutno in kako lahko to energijo izkoristi, zato da pač ima najboljšo prihodnost. Povej mi, kako to deluje malo bolj. Ne mikrofon še malo bolj pred usta. Veš ki, jaz bom rekel najprej, jaz verjamem v to vse. Ja. V kaj? To napovedi, Ja, pač v bistvu, če ne energije, verjameš, vse to. ti iskreno ne znam povedati, kako točno deluje. Veš, kaj mislim, jaz sem tista oseba, ko če mi bo nekdo Medij. rekel, da ne verjame v to, bom bila tako, razumem, zakaj ne verjameš v to. Pač veš, tako ljudje ne verjamejo v določeno vero, pač razumeš, zakaj ne, pač to je tudi določeno prepričanje, isto kot je vera. A mislim, tako me najbolj zanima, kako začneš nekomu brati karte. Kako začneš nekomu brati karte? Ja, zdaj si rekla, Kako se misliš, kako začneš z tem, ali kako nekomu začneš? Ne, pač ti zdaj tle nam bereš karte. Kako zdaj to začneš? Ti pravim, ki si rekla, se Ja. moraš povezati, kaj, ne vem, Ja. stisneš gumb, evo, povezano. Pa to ti pravim, kaj je tle proces, Ne. kako to gre? Ok, recimo, jaz berem nadaljavo vedno, torej pač nikoli, mislim skoraj nikoli ne v živo berem. Ne? In mi recimo oseba pošle svojo sliko, ponavadi rabim ime osebe pa sliko, da se lahko povežem z energijo osebe. Da vidiš, kaj je to, zakaj je to. Ja, in si pač ponavadi gledam sliko osebe in si osebo vizualiziram in se nekako preko tega povežem z energijo osebe
In ko mešam karte, potem razmišljam o tej osebi. Mislim, kaj dovolj je, da veš sliko in ime, da razmišljaš samo o tem. Ja, pač preko tega, da vidim, kako izgleda oseba, si znam najbolj vizualizirati osebo in se znam najbolj povezati z energijo te osebe, ampak ne deluje čisto vedno. Pač dosti krat, če se ne morem povezati z energijo osebe, pač povem osebi, da ne deluje in pač ne bom mogla izvesti branja. Kaj glas pomaga? Ja, to tudi, naprimer. In kaj govoriš, talk to Ja, me naprimer, daddy? da se pač sliši z osebo ali pa nekaj. Ne, Ampak mislim, medtem ko ti bereš, govoriste to. Ne, jaz vedno posnamem video. Aha, a jaz mislim, da je to pač live. Ne, ni nikoli. Glih zaradi tega lahko recimo potrdim, da so tiste live televizije scam. Veš, kaj mislim? Ker je nemogoče, da bi ti... Ker pač vedno, ko gledaš tarot, ti moraš očistiti energijo kart. Pač karte dobijo energijo te osebe in se povežajo z... In potem pač moraš ti ali znova pač premešati cel dek kart, torej da jih znova zložiš po vrsti, ali pač uporabljaš neke načine, da prečistiš energijo, ampak nemogoče, da bi recimo 5 osebam zaporedoma pogledal karte. Torej, Že zato, ker to pač traja, to čiščenje ja, traja. Aha, okay. in zato lahko recimo potrdim, da je scam, ko ti nekdo preko televizije gleda v živo karte, ker pač ne moreš tako hitro prečistiti kart, In da bi kaj z ene osebe šel na drugo. polo niti ni... Ok, kdaj mu se dela, Ja. da kao je legit? Ja. Oni so kao tako dobri, da kao brez slike, brez imena bi kao vedeli. Ja, recimo, samo pač, Ampak tako ni sem tako. rekla, pač to ne deluje na tak način. In mi gre pač ful na živce zaradi tega, ker zaradi takih ljudi, jih potem mislijo, da nekdo, ko se dejansko ukvarja s tem, je pač scam, veš, kaj mislim. Kar pač, tako sem že prej rekla, nikoli ne bom nikogar probala prepričati v to, da pač naj verjame v to, ampak z veseljem pa pomagam ljudem, ki verjamejo v to in hočejo dobiti na svet od kart. Kaj kot vprašati? Kako si pa ti začutila, da imaš ta dar? Zato, ker je moja mama v bistvu skozi doma imela karte in najbolj, da sem se začela ukvarjati, sem je bilo med karanteno, ker mi je bilo dolg čas. Pač, drugače pa prvo, ko je bilo nek tak stik z tem, je bilo v, ne vem, 3. razredu smo šli na ekskurzijo v neko, kako se reče, ko je cerkev, pa živijo tam menihi. Samostan. Samostan, ja, v nek samostan, ko je v Sloveniji. Ene par jih je verjetno. Dosti jih imamo. No, in tam so prodali one kristale, ko je na vrvici, in jih halo. Aha, In so nam tam povedali, da ti kao odgovori na to odgovore. Pa sem takrat začela... vprašanje. Ja. Ja. Takrat sem prvo tako padla v to. Potem pa je nekaj časa zatem moja mama začela ful brati knjige o manifestaciji, pa takih stvari, pa ona ful padla v spiritualnost in je imela doma ciganske karte in ne vem, ko mi je bilo dolg čas, sem mi pač vzela to in sem jaz tako malo začela gledati, pa pač takrat sem glih se preselila na svoje, pa sem pač vzela te karte, pa sem živela z eno kolegico, pa sem njej malo začela gledati te karte, tako za foro, pa je bilo ful, pač sem zadela in takrat sem ful padla v to, pa še karantena je bila. Pa si imela dosti časa. Ja, in sem začela pač gledati ljudem in so vsi povedali, da je. Kaj med frendi ali ti si enega zbereš in mu Ne, gledaš? pač kolegom in sem ful zadela stvari že z onimi ciganskimi kartami, ko niso tako natančne kot tarot, ker recimo tarot je, mislim, da 78 kart, ciganskih kart pa je 37, pa sem že s tistim ful zadela. Čekaj, zakaj ne moreš zdeti? Ne, pravim, da ni tako natančno kot tarot, ciganske karte, ker jih je 37. Aha, kaj, to Tarota lahko greš pa bolj je- globoko, ali kaj, ki jih je toliko? To lahko greš bolj globoko, ki jih je toliko? Ja, tarota pa nisem ziher, če jih je 78 ali 87, mislim. Okay. Ja, 78, ne vem. V glavnem ful bolj v detalje se lahko spustiš, ampak že z ciganskimi kartami sem ful zadela detajle in sem se zato začela spuščati v to. Ma kaj, to moraš imeti dar ali to se lahko naučiš? To se lahko naučiš, ampak ti pomaga, če imaš nek dar. Dar Naprimer, česa? Intuicija, da imaš dobro intuicijo. Jaz sem že od vedno imela ful dobro intuicijo, tako vedela sem naprej. Vedno, če je bil nek, recimo, tragičen moment v mojem življenju, sem naprej sanjala to ali pa nekaj, da se bo zgodilo. Res? Ja. Tipo? Imaš kakšen primer? Moram se spomniti.
Vem, da ko sta moja starša recimo šla na razen, ko sem bila stara 6 let, takrat mi je mama prvo menila, da se ji zdi, da imam jaz ful dobro intuicijo, ker septembra se je moj oče odločil, da bo šel živeti stran od nas in jaz sem celo poletje sem imela težave s tem, da sem panične napade začela dobivati pri 6 letih in sem pač vsak dan govorila, da se bo zgodilo nekaj slabega, da imam občutek, da se bo zgodilo nekaj slabega in so me prav k zdravniku vozili, ker pač so mislili, da je nekaj narobe. Ja, pol pa nam je on pač septembra povedal, da gre živeti stran od nas. In takrat Si misliš, da je zaradi tega, ker si imela panične napade, šel živeti? Ja, to, ja. Hvala, tako čerka, grem jaz. Mi smo bili na morju celo poletje, on pa ni bil z nami, ker je delal, tako da... Delal. Ja. Kaj bi se lahko reklo, mogoče, da kažem krat te intuicije zafrkne? V smislu, da pol ti začneš manifestirati slabe stvari? Ja, to je pa tudi možno, zato ker je možno, da zamenjaš anksioznost za intuicijo. Jaz upam, da ne bom izpadla do tako neka oseba za psihozo. Ne, ampak intuicija mislim, da imaš kar občutek, da se ti kar porodi neka stvar. Ja, veš kaj, kao bi naj razlikoval intuicijo čutiš v trebuhu, anksioznost pa v pljučih. Aha. Dobro razlaga, okej. Torej, če te nekaj stiska v pljučih, je ponovadi anksiozno, če pa te v trebuhu, pa da, ne vem, zdi se mi, da veš, da se ti bo nekaj zgodilo, ko je intuicija. Ja, anksioznost pa je tak kar neki strah pač. Zanimivo, to nisem še slišal, da je intuicija. Čeprav se mi zdi, da anksioznost se zgodi predhodno, ampak ko veš, ne vem, kaj te lahko naredi anksioznega, ne vem, da... Si anksioznost zaradi... Za anksioznost se lahko zavedaš, da je. Ja, se zavedaš, da je na podlagi nekih tvojih, straha, da greš recimo out of your comfort zone. Veš, anksiozen ne boš za nekaj dobrega, to je tudi res. Ja, tudi to. Anksiozen samo za slabe stvari. Ja. Za intuicijo pa je ponovadi tak neka random stvar, ko pač čutiš, da se bo zgodilo. Ali pa da jo moraš narediti, tudi se meni je zgodilo. Ja, pa to, ja. Ja. Jaz sem dobil ful, ne vem, nek feeling, da moram začeti prodajati avte. Ja. Pa si? Ne, nisem še. Ja. Dobro. Ampak ne vem, kar se mi je porodilo, veš, tako, sem dobil feeling, ker meni se je fulkrat že zgodilo, da če kdo rabi prodajalca avtov, sem tukaj. Pa se meni se je že zgodilo parkrat, da sem imel tako občutek, to moraš narediti in dokar tega, to je kot nek chapter, ki ga moramo opraviti. In lahko imam random chapter, da moram prodajati avte. Avte. Kaj, si šel kaj globje, tipo dealership avto? Dealership, mislim. Ne, dejansko sem šel, sem se dobil s kolegom, ki prodaja avte in sem ga malo vprašal o temu. Potem sem ti gledal malo, kjer avto hiše so na obali, da bi lahko šel vprašati, če rabi koga, da prodaja avte. Ne vem, bo videl, če bom... Pa če tako malo potipam, pol da vem, če dejansko je to smiselno. Če boste rabili avte, člani 10, ko da za popust. Ne, 10% na avto. Ja, take stvari so lahko dostaviti intuicijo. Ja, jaz imam, ali pa sem imel tako intuicijo. Pa zdi se mi, da je vsaka stvar, ko te vleče, v to tudi če se na koncu na dobro izide. Veš, kaj mislim, zdi se mi, da vsaka stvar, ko te vleče, je pomembna za nek del tvojega življenja. Ja. Pač to se mi tako zdi, da recimo, isto kot za ljudi, tudi če neka slaba oseba v tvojem življenju je bila namenjena za nekaj. Ja. Mislim, pač dala ti bo neko lekcijo, tudi če ni bila dobro, ampak mislim, tudi če ni bila najboljša izkušnja, bo dobra lekcija. Ja, samo... Tako da pač vsaka stvar, ko te vleče noter, je z nekim namenom. Pač bo neka lekcija na koncu. Ja. Kaj lahko imaš ful intuiciji? Ja. Kako veš, kjer slediti? Po moje pa nimaš ful intuiciji, kako? Samo po logiki, jaz se ne spomnim, bi rekel, da imaš samo eno. Ja, so pa, sem zadnjič razmišljala, je pa razlika recimo med tem, če si impulziven ali pa intuicijo, to moraš znati razločiti, naprimer. Ker dosti ljudi pa je impulzivnih, pa pač dobijo nek raž, da morajo narediti nekaj, tisto pa ni intuicija. To je da, če ne znaš recimo razločiti med tem, da si impulziven ali pa med tvojo intuicijo, da te vleče nekam, vedno samo počakaš par dni. Počakaš par dni, če še vedno se ti isto. To je recimo, naprimer, tak dober primer je, hočeš kupiti nekaj, veš, kaj mislim, da ti je neka majica ful všeč. Pač počakaj par dni, pa če ti bo še vedno, si jo kupi. In pač tako je za vsemi stvarmi. Tako da pač, če... Prespi. Ja, točno to. Če ti bo še vedno všeč ta ideja čez par dni, kaj pa, če si pol še neodločen? Boče pa to tudi jaz mislim, da ti na eno stvar ciljaš in to so tvoji odnosi. Ne, ampak ne, če še vedno hočem glih to povedati. Čakaj, vem, kaj ti misliš, lahko dam jaz primer. Ja, jaz ne najdem
mižur za obleke zame in sem začel online shopping. Ampak nikoli se nisem mogel stisniti tu ni kupi, ker vedno moram še vedno provat. No, to je tudi tvoja intuicija. Pa gledaj, kaj on dal primer odnosi. To je ful dober primer tukaj. Ampak čakaj. Povej. In jaz sem zdaj našel ene patike, Ja. še vedno jih moram provat in v lifeu ne bi kupil, ampak ne vem zakaj, zato sem rekel, ne, to moram nabaviti in sem nabavil. In tako looking back, še zdaj ne moram verjeti, ampak sem nabavil in jih čakam in sem vesel. No, to je vredno. Tako zdaj ne To je vem, kaj je. consumerism. No, ampak ko si odnosa, meni to je tudi dobro, če pač, zdi se mi pri odnosih je vedno tako, da če se ne znaš odločiti, recimo glede neke osebe, je to tvoja intuicija, ki ti govori, da ta oseba ni za tebe. Ja, mislim, se to se zdaj Ali pogovarjali. pa da ti tvoja intuicija govori, da začni delati na sebi. Ja, to bi prej rekel. To bi Ja. prej rekel. Ma, jaz sem imel bolj izkušen, da meni je ko sem bil neodločen, je pač ponovadi odgovor ne. Ja, Ker Točno to. ful ločiš med tem, ko si prepričan v neko osebo ali nekaj, kot pa če si ti porajajo meni se zdi, dvomi. da ko spoznaš osebo, ki je za tebe, boš vedel, da je to. Ja. Ne boš sploh razmišljal, če bi šel v to ali ne. Ja. Ampak tako sem prej že rekla, če razmišljaš, če je to za tebe ali ne, pol ni verjetno za Tako tebe. je. To. Ja. Pa tudi osebi narediš uslugo za tem. Se strinjam. To sem lih razlagal s Matejo enkrat, kjer govoril o eni punci, ki še vedno malo za njo teka. Pa, ja, to sem Teku- se jaz tudi enkrat za enim kolegom menila, ko mi je govoril, da ne vem, neki special praznik je bil ali nekaj, pa je govoril, kako obžaluje, da je prekinil stike s to punco, da si želi zdaj, ker je pa special dan, da bi bil z njo tja, tam. Weird. To Pa je sem pač smotano, jih ful, rekla, ja. da pač, no, če bi res ti ona toliko pomenila, bi pač hotel njo imeti tak sredi tedna zraven sebe. Vsak Veš, dan, mislim, ne ja. samo, ne samo tako nek special day, pač ono, ko veš, da oseba za tebe jo hočeš imeti vsak dan. ob To je sebi, samo ne nekoga, to je v bistvu samo Ja. nek, spet to je bolj njegova tako potreba za kot... Valentinovo hočeš nekoga. Ja, mislim, to je ono, da si pač sam, ne. Ja. Da ti je bolj kot druga. Ja, mislim, če si v situaciji, moraš se znati umakniti. Jaz sem vedel, moja bivša je ful rada imela Božič in smo končali tipo en mesec prej. Joj. Nisem vedel, koliko se ona veseli, ampak pač nisem mogel še čez Božič biti z njo, da kao, ker bom stal, ne, pač Ja. reši pusti stat in greš naprej. Tako da. Kaj lahko mi tle naredimo, kakšno branje? Ja, lahko. Kako bi mi to izvedli? Ok, zdaj smo se malo hecali, ne, da vino pomaga pri branju. Kaj je šansa, da se pri temu napiješ in tako narobe malo vse gledaš, ali ti pa Ne. bolj, ko si vinjen, Veš, boljše kaj je? fora? Odvisno, kakva oseba si. Recimo, če si bolj sproščen pod vplivom alkohola, se boš bolj povezal z kartami, ne da boš narobe povedal. Ja. Ampak zakaj pa bi rabil sploh, da se povežeš z njimi? Pač, Je teh Povezal alko... z energijo. Ne veš, kaj je? Recimo, jaz sem kar anksiozna oseba nasploh. torej tukaj, Ja. pa smo se naučili. In včasih, ko gledam karte, recimo sploh v živo, bom postala anksiozna, recimo, kaj če ne bom povedala prav. Veš, kaj mislim, kaj če nam nekaj vril ugotovila? Itak ne vemo, o čem govoriš, tako da se lahko nategneš na koncu dneva. Ja, in recimo, če spijem malo vina, Si bolj in the zone, bolj sproščena. okay. Samo kaj misliš, da ko človek sliši napoved prihodnosti, se pol ravna po temu? Misliš, da je... pač Kako gre? ljudje, ko jim jaz gledam, ponavadi se. Ampak veš, pol, kaj ti napoveš, ali... Ne, tako sem Ja. prebrala. Jaz ne napovem prihodnosti. Jaz povem, se zato glih ljudje ponavadi vidijo, veš, da je to, kar jaz njih ne poznam. Ne, govorim, veš, kaj je Ja. zanimivo, ki v bistvu, če ti nekomu poveš, jutri te bo zbil avto, Nikoli okej. niso take napovedi. okay, ampak se lahko bi zgodilo, recimo, da imaš tako napoved. Ne bi se, pa sploh ne gledam takih stvari, so določene stvari, ko jih povem, da jih ne gledam. Recimo, Aha. tudi meni se zdi, da sem ful slaba v gledanju kariere, bolj specifično govorim. Recimo, jaz sem... Ali jih ne podobna vidiš, v- pri neki pridejo. Ne. Ne znam gledati karijere, ker je ni. Veš, ono, zakaj ne Hočem vidim karijere, povedati- pizda, ker ni vsi, ki pridejo na karte, nimajo. Hočem povedati, recimo, jaz sem ful v redu odnosa opisovati. Kakšne odnose ima oseba, ampak recimo zadnjič me je glihana punca prosila, če lahko specifično povem, kaj bo njena karijera, ampak ful je biti težko tako fej specifično. Recimo, si kaj karta. videla? Kaj si videla pri njej, recimo? Nisem ji še pogledala, Nisi še pogledala. ampak pač sem ji povedala, da pač
kariero lahko površinsko pogledam, pač lahko pogledam, v kakšnem okolju boš pa to, ampak tako težko Recimo je. pisarna ali travnik. Ja, recimo Timo, to, aha, okej, ja. Ampak težko pa je biti specifičen v takih stvarih in imaš določene ljudi, ki so bolj specializirani v to, Ja, ja, v tarotu. Ampak jaz nisem. Tak, Okay. ker lahko mostly tudi govoriš, pač ker tarot je v bistvu na svet in ti govoriš tudi dosti iz svojih izkušenj, veš kaj mislim, če pa ti nisi zamev like, pri karieri recimo like, ne vem koliko različnih služb, pač se ne bo znal postaviti v to vlogo. A boš težko skomuniciral. Ja, naprimer to je. Ja, jaz sem že povedal, tle sem imel eno izkušnjo, sem šel k eni teti, ki je me vprašala za, tako na eni žurki, Ja. me vprašala za datum, ime, uro rojstva, pol je dobila neke črte in iz onih črt meni 2 ure razlagala Tudi je vse. astrološko karto pogledala. Očitno, no. Ja. In Ja. je ful zadela. preverili, kaj je kdo v Risingu pa v Soncu. In smo gotovili, da smo vsi tehnice Rising. Tehnica gang. No, ona je meni kar zadela, tako vse. Ja, Ki jaz ful- se preko tega, pač jaz se tudi ukvarjam s tem, Okej. sem se na tako s tarotom, tu nimam toliko strank za astrološko branje kot za to, ker se tudi na, recimo na Instagramu toliko promoviram s tem, ker se meni osebno zdi, da še astrologije ne znam tako dobro kot tarota. Kaj pa je boljše? Mislim, je kje, Kaj? da se reče, da je kaj boljše kot drugo? Težko je primerjati, pač tarot je v bistvu bolj gledaš preko trenutne energije, astrološka karta pa lahko v bistvu pogledaš za celo življenje. Torej, ono je zapisano. Ja, ja. Kaj bi hotel to vedeti sploh? Jaz, ja. Ja, v bistvu preko astrološke karte lahko tudi pogledaš, kako boš umrl. Jaz recimo tistega dela ne grem nikoli gledati, pa ne upam gledati tega. In kaj lahko pokaže? Ne vem, kaj nesreča, vse bolezen. to, ja. Mislim, meni je rekla ta šlogarca, mi je rekla, Kaj pa kdaj? rekla je, Tudi ne, kdaj? Nisem Tudi tarot- kdaj boš umrl, vidiš? Ja, če boš hitro- datum. Ja, Scary. samo jaz tega dela, ne, datum ne vem, če gre točno Ja, pogledati, po ampak moje. lahko pogledaš, če boš pri mladih letih ali pa pri... Stari. Da si zdaj, kaj recimo si star in ti prebere, da boš pri mladih. Ne vem. Nekaj ne valja. Ja. Ja, ne, ampak to mora biti Pa ne, kar saj scary, tudi da tak- si mlad. Torej se ne splača, da meni greš mlad. glih zaradi tega jaz ne upam gledati tega dela astrologije, ker bi mi bilo grozno, da vidim, da bo nekdo pri mladih letih umrl, pa da bom jaz, veš kaj mislim. Je ta moja šlogarca rekla, ona to sploh ne pove folku. Ja, Če saj vidi, to- rajše ja. tako, pazi to, pazi uno. Jaz recimo pri tarotu nikoli nisem zaznala nič takega, pa tudi sem vsem pogledala, da stvari, ki jih ne gledam, so karkoli v zvezi z smrtjo. Tudi če recimo sprašujejo za nekoga, ki jim je umrl v družini, pa nekaj, kaj ne nikoli gledam, ko me nekdo vpraša za partnera, kaj bomo ostala skupaj zavedno. Ker pa se mi... Kaj pa je zavedno, to je odgovor, takoj ne. Pač s tem bi lahko jaz uničila zvezo. Pač če me nekdo vpraša, Ni bomo tvoja ostala stvar, skupaj ne. zavedno in povem tako, ne, čez 5 let bo to šla na razen. In bo imela oseba i tako v glavi, pač čez 5 let bomo... Ja. Pač, Ja, sej, kako si to ne da v glavo? ja, Mislim, če exactly. greš Pa pač, sploh- kaj pa če bi jaz pol narobe, naprimer, razbrala te energije, Ja. veš kaj mislim? Pač če jaz sem tako, se ukvarjam s tem, sem včasih tako, lahko se spremenijo stvari, veš kaj mislim, tako sem rekla že prej. Zato razumem, ko nekdo ne verjame v to. To ti prebere trenutno energijo, ne moreš prebrati. To ti točno- pošiljaš zdaj v svet, tak vibe, recimo, Ja. to je tarot. Ja, Tarot. pač, ampak, Astro pa kao je črno na belem. ja, bolj kot tarot. No, Ampak dejansko je zanimivo, jaz pa moram aplikacijo Kostar. Ja, joj, Kostar je najslabša aplikacija, ko lahko imaš. Res? Smeti, ja. Zbriši si to. Res, kje je najboljša? Zbriši si. Res? Pattern je boljša. Pattern. Pattern se reče. Okej, čakaj, Ker zakaj Kostar je šla? Sem šla gledat nek intervju, ali kaj so imeli, pa so rekli, da prav namerno pošiljajo včasih neke stvari, da te v neprijeten položaj spravijo. Meni so Ker bile se- non-stop neke čudne situacije, stari. Ja. Danes bo žalosten, najbolj happy sem se Ja, zbudil. točno to pošiljajo in so grozni. Meni se ni še nikoli Jaz jih zgodilo, da ne bo sovražim. žalosten. Pač, jaz sem parkrat dobila take sporočila zaradi njih in sem zbrisala, bolj pa sem šla člane gledat, pa so prav napisali, pa mislim, da oseba, ki je to naredila, sploh ni astrologe. Astrologinja. Astrolog. Astrolog. Ni sploh zvezda. Ja, ja. Dobro, in kje je boljša pattern? Zakaj? Ampak recimo, zakaj? 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 Pa imaš, pa na The Pattern še lahko pogledaš, daš recimo tvoj rojstni dan, pa daš noter osebe, pač, ko hočeš njihove rojstne dneve, pa lahko pogledaš, kako si kompatibilen z njimi. Se to tudi Kostar pove.
Ja samo, da pattern ti boljše pove. Okay. Dobro, bom probal pattern. Ne, dejansko sem pa čez tako star, tako. Ti to bereš vsak dan? Tako Ja, redno? tako dobim notification, ja, preberem. Meni ko star ful ni všeč. Meni je bilo pa vedno všeč, ker dejansko me je kar skinilo. Tako. In pol sem bil ono, recimo... Ne, mene pa prav v bad spravo toliko krat tudi app, ker pač to je najbolj pomembno pri astrologiji in tarotu. Tak, isto ko recimo, če gledaš neke pika kart tarot videa, to so one videe, tudi jaz to objavljam. Ko objavi oseba več kupčkov, pa si izbereš nekega, pa pač pogledaš, če je za tebe ali ne. In če je nekaj, ko se anksiozno počutiš potem, ko si tako ne nočem, da se mi to zgodi v življenju, potem ni za tebe. Pač moraš se počutiti tako, da okay, to je za mene. V smislu, ti zdaj meni prebereš, bil to avto, jaz sem ono, ej, sploh ne vozim, cel dan sem doma. Pa se ne rabiš voziti, če je Pa da izbil ti avto. nekdo pogleda karte, pa si tako, ne, to se ne fila right. Veš kaj, mislim, da se slabo počutiš potem to ni za tebe. Ker pač, če pa je za tebe, ti bo lahko oseba tudi pogledala nekaj, ko ni najboljše. Veš kaj, mislim, da ti jaz zdaj povem, da pač, ja, ti se slabo počutiš glede tega pa tega v tvojem življenju, pač bi tak, ja, res se. Če pa ti jaz povem, tak, to gre za narobe v tvojem življenju, pa si tak, ne, to ni res. Pol pa te začne strah postati. Ono, kaj pa če bo za to šlo narobe v mojem življenju, to pomeni, da to ni za tebe. Jesi ko star je zato meni bil, ki naprimer danes, veš, se nisem, ne vem, počutil, naprimer, ne, danes se počutil malo slabše, nisem se počutil slabše, dokler nisem bil, sem bil, zdaj se bom mogel danes, zdaj čakam na to slabo novico danes, zato se rajši ne gledam. Točno to pravim in to je isto pač pri tarotu, če ti nekdo pač pogleda tarot, pa tak, ne, to bo zašlo narobe v tvojem življenju, pa si tak, zakaj glih je to pač vrel v mojem življenju, veš kaj mislim? Pač to pomeni, da ta tarot Ampak lepo je, da zdaj tako folk ve, mi vemo, da pač, evo, astrološko je bolj črno-belen, to pa je za trenutek. Ja. Okay. No, kaj boš zdaj prebrala, Mateju? Čakaj, kaj zdaj si že očistila karte? Rabiš viledo? Lahko pa jih ti premešaš, pa bo bolj povezana s tvojo energijo. A to zdaj kao bo boljše? Ja, bo bolj povezana s tvojo energijo. Kakšne karte so kaj pri taroku, povejta čas, tipo, ne vem, Tarotu. Taroku so druge. Ne, tipo, kaj imaš, kralje, pike, kaj imaš? Podobno kot to imaš, kralje, kraljice, paži so tu namesto vitezov. Okay. Ja, so tu i vitezi. Pol pa imaš pač, podobno je kot navadne karte, samo da so malo drugačne, so recimo as palice in K palic, kaj so palice, novci, kaj sem zapozabila, meči. Ti po briškule. Čakaj, ima... Padi, boštoni. Kako pa, ko dobiš karto, kako jo pol prebereš? Ne vem, kako ti razložiti. Pač jaz vem pomen vseh kart, veš, kaj mislim. Recimo, kaj so pomembni, kaj to recimo kot poker, pač veš, da ta kombinacija pomeni to. Ja, pač iste karte so, samo da so pač... Ja, ampak govorim, veš, recimo, ko imaš, hočem ti povedati to, da ko vidiš 3 karte, eno za drugim, eno za drugo, pomeni to. Ali vsaka karta posebej pomeni neki? Ja, vsaka posebej Aha, nič ni skupaj, nima smisla. Nekaj, ampak skupaj imajo nek pomen. Aha, tudi skupaj imajo nek pomen, vsaka posebej plus skupaj. Aha, kaj pa ima veze vrstni red, kako padajo? Odvisno, ja, ima, recimo, če... Jaz si postavim vprašanja, recimo, ko jih polagam. Recimo, da 3 položiš je preteklost, sedanjost, prihodnost. Veš, kaj mislim? Aha, ok. Ampak zakaj bi te zanimalo za preteklost, naprimer? Zaradi tega, ker iz preteklosti dosti krat pač so neki vzorci, ki jih pač, recimo, preteklost, ki še nisi pozabil in se ta preteklost kaže v tvoji sedanjosti. In te še žgačka po jačkih. Ja, tako da pač preteklost je ful pomembna v naši sedanjosti, v bistvu. Ok. V bistvu, ja. A to moram ja še mešati, jaz čakam tebe, da reče stop. Kadarkoli ti bo strezalo. Ti ne bo hotel zavedati resnice, bo mešal do konca. Ja, ne vem, ti povej. Ja, ti sleževica. lahko zdaj. Opa. Ali dam gor? Ja, kakorkoli ti ustreza. Ja, se počutim, ne počutim se gor in počutim se, da še enkrat zmešam. Zdaj bom še enkrat zmešal, evo, bašta, vem ga za srečo. To ne velja, zdaj si efektov karte s poljubom. Kaj, zdaj sem dal energijo, mono. Kaj ti napogledam, imaš kako specifično vprašanje? Kaj pa gledaš, evo, kaj pa gledaš, naprimer? Karkoli. Kariero ne. Ne vem za kariero, ja. Denar, to gledaš? To je karijera. To je isto. Ja, ne, ti, okay, kaj, povej kategorije, kaj gledaš, pa dej, da vidimo. Karkoli drugega. Ja, kaj, povej, kaj je? Dobro, Tudi povej. splošno pogledam. Aj, poglej splošno. Splošno. Opa. Ok, kaj smo zdaj Preteklost? dobili?
Opa. Kaj lahko jaz te karte tikam? Ne. Ali ne? Da ne, da pokažemo. Dobili smo svet, dobili smo as kelihov, Narobe obrjan. A to je pomembno, narobe prav obrnjen? Ja. Aha, ček, te je bil Štirica narobe obrnjen, te je bil mečev. prav obrnjen. In še 4 mečev. Ha, 5, v glavnem. Ja. Pa si v nedavno zaključil kak relationship? Ja. Jaz si ne. Meni se zdi, kot da si dobil neko ful žaljo, ki si jo ful hotel, recimo, ali je bil to nek relationship, v katerem si ful sanjal, za katerega si recimo mislil, da neka oseba tvoj soulmate, ker je prišel Askilihov, kar predstavlja recimo soulmate relationship, ampak je narobe obrnjeno, ampak ful nisi bil kompatibilen s to osebo, sploh recimo v tem, ko je prišel do prepirov in ti je to dalo ful dosti anksioznosti, zaradi česar si začel questionati sam sebe in svoj personality in si like, Ja, razlagaj. no, v glavnem ful imam feeling, da si bil v situaciji, pač ko si mislil, da je tako no to je to, to je vse, kaj jaz hočem v življenju, pol pa se ti je sam vse obrnilo narobe in si začel ful zaradi tega questionati sam sebe, pa pač svoj personality, ful si za like, pač ono vse blejmaš na sebe, pa misliš, da si ti kriv za to situacijo, ker v bistvu z osebo nista bila kompatibilna, ker je pač bil nek začetniški attraction, ampak se je vse podrlo, ko si malo bolj začel spoznavati to osebo. Kaj si trofla? Prvič bom rekel, holy fuck, troflet, kot ti polnulo. Zdaj mene zanima, da malo razložiš, Ja. kje to piše? Kje si zdaj iz to vlekla ven? Kaj to je vse, ali še kaj imaš? Ja, lahko se pogledam, to sem zdaj kar prebrala, ampak vidim, da pa se ful sekira za to, ful je na tvojo samozavest začelo to vplivati in si tako, kaj z mano problem, kaj moram like, v terapijo iti, več mislim, like, moram začeti delati na sebi več. Ja, malo. Ja, ne. Malo, ful redno sem začel hoditi v fitness, ki se treba zboljšati. Full redno? Ja. Pa zdi Question se mark? ti verjetno, da je problem v tvoji komunikaciji, se zdi, Kaj, če? da je problem v tvoji komunikaciji, ko nisi mogel dovolj skomunicirati, ali pa te osebi nisi mogel povedati vsega, kaj si hotel povedati. Ja. Ja. Mislim, to je vprašanje ali trditev? Trditev. Pač zdi se mi, kot da nisi mogel, pač nekaj je bilo v zvezi z komunikacijo in zdaj si like, ne vem, kot da ful ugotavljaš, kaj vse si ti naredil narobe v tem, pa si zdaj tako, ok, naslednja oseba, ko pa pride, pa bom vse to popravil. Kje to piše? Članka me čita kot knjigo, dobesedno mona. Dobro, čeprav komunikacija je lahko vedno vzrok za probleme, Ja, ne? to To je itak, kar, ne? Ampak jaz vem, kaj ona s tem misli. Jaz nisem vedela glede njegovega love life. Ok, to je to? Ja, kaj ti se pogledam kaj? Ja, ne, a to je moje kao splošno je... Ja, to je zdaj kazalo, pač pogledala sem splošno, pa je prišel ta relationship mostly. Aha. Ja, ok, vidim zakaj. Povej, iz česa si to ti meni govorila? Kje vid, kaj? Pač jaz, kot da bi, ne vem, v mislih začela moje spomine. Veš, kaj mislim? Spominjajo me situacije, začelam dobivati v mislih. Ti dobiš neke fleše? Ja, ki se je meni podobno zgodilo. Nekaj takega. Če ima to smisel, upam, da ima to smisel. Ja. Ja. Ha. Ajde, da slišimo. Ajde, zdaj. idemo od Jurata. Ja. Jesus. Ok, kaj si zdaj ugotovila? Pa ti imaš kako specifično vprašanje? Pa dej splošno. Ok. V mikrofon. Torej, kaj kaže karta od Jurata? Ja, gledam. Opa, ena narobe obrnjena. Ful neke živali. Ki si taka žival. Če na eni žival samo. Kaj ni tam konj? Ja, A ja, sem mislil, da to je druga konj. Ej, za tebe so bila ful pozitivna v tej smeri. Samo se mi zdi, kot da te je strah tega, pa mogoče si imel bad experience v preteklosti, pa si zdaj tak, mogoče boš like overthinkal tako, no kaj če bi se omaknil. Veš kaj mislim, ono kaj če je too good to be true, kind of taki vibe mi deva. Ja, ampak zdi se mi, da si ful mi deluješ kot
čustveno, kako se reče? Zrel. Mikrofon. Čustveno zrela oseba. Mikrofon. Deluješ mi kot ful čustveno zrela oseba in ko da pač znaš dejansko oceniti, kdaj je oseba dobra za tebe, kdaj pa se moraš umakniti. In mogoče si se v preteklosti umaknil prehitro, samo zdaj pa, ko da veš kaj mislim, ko da veš, kdaj se moraš umakniti in ko da pač zdaj veš, da si v ok situaciji in znaš dati osebi to, kaj ona tebi da. Ja, Taki vibe mi to zdaj deva. mislim, da je res. Pa zdi se mi, ko da ful ne deluješ z egom. Ja, da ne delujem Pa z tudi egom, ne? oseba, ki je zdaj v tvoji To ima fulkart. oseba, ki je zdaj v tvojem življenju kaj sem hotela reči? Je nekaj takega, kot to, kaj si si skozi v bistvu manifestiral, ali kako naj rečem, to, kaj si si skozi predstavljal, da pač hočeš to, veš kaj mislim? Zdi se mi, da trenutno imaš ful, like, umirjeno življenje, je. V tvojem življenju se nekako pojavljajo stvari, ki jih hočeš, ker si nekako toliko čustveno zdrav, da si jih pripravljen sprejeti in znaš pravilno reagirati v situacijah, sploh čustvenih, oziroma sploh recimo romantični odnosi pa to. Ja, boš kaj pokomentiral, je res? Pač, ja, mislim, da je res, no. Treba vprašati njo. Mogoče edino neki strah, da bi pač ti da bi kaj narobe naredil, pa pač dobivaš to pa... Malo moram razmisliti. Kruizi. Prisečam, da so moji tarot treningi drugače ful boljši, ko si vzamem Ja, če imaš tako, ja, pod stresom, ja, je valjda. Tle smo te dali na spot, vemo, ampak... Ampak se mi zdi, da pač si ful pripravljen, ko vidiš, da oseba za tebe, pa da ti da to, kaj ti hočeš, si ful pripravljen čustveno dati to, kaj lahko daš, veš, kaj mislim? Tako no boš tisti good boyfriend za osebo, ki vidiš, da ti to da nazaj. Ja. Hvala. Teda pač sploh glede, hodila sem pač overall pri obeh pogledati, samo se mi zdi, da so tak romantični odnosi bolj v ospredju. Ampak se mi zdi, da pri tebi so ful vrijo, tako pridajo neke stvari iz preteklosti, pa si kdaj tako, kaj če bi šlo kdaj narobe, pa hočeš v istem momentu, mogoče se umakniti, samo znaš ful vredu delovati z svojimi čustvi, se mi zdi, veš kaj mislim? Pa ne na toliko deluješ z egom, ampak znaš bolj pogledati na prihodnost. Recimo nisi impulziven v odnosih, to se mi ful zdi. Ok. Thanks. Kaj pa si hotela pogledati? Ti si rekla, da se vidi ful preč romantično pri nas, kaj pa si hotela pogledati? Ne, pač nasploh sem hotela pogledati pri obeh, veš kaj mislim? Nasplošno, ja. Ker nista dala specifičnega vprašanja. Aha, in kaj Ampak nasplošno? kaže, je šlo na romantiko. Nasplošno se vidi samo romantika. Ne, ja, naprimer to je bilo zdaj, ker pač, ko pogledam nasploh, vedno izstopi pač eno področje, tisto, kar trenutno recimo najbolj na tvojih mislih. Ok, kaj pa se še lahko vse? Ja, karkoli se lahko vidi. Tipo? Karkoli. Če ni pač, tekaš ljubezen, karijera, zdravje. Ja, lahko se vidijo, ne vem, odnosi s prijatelji, odnosi s družino. Ok. Ja, dobro. Ne vem, meni se zdi, da jaz najbolj, kaj znam gledati, je za odnose. Pač kakrkoli odnose, ne samo romantične odnose. Kaj lahko nekako pogledaš odnos nas dveh? To se lahko vidi? Ja, pa hoče tako govoriti o tem. Ja, valjda. Kaj moramo... Jaz in Matej smo se pred podcastom ful skregala. Moramo mešati pol kupček zdaj, da oba dva zafilaš. Ful sva se skregala, tako da zdaj ima Ja, več... pa mešata pol kupček. Ajde. Vzami pola srce. Ampak vej tako, kot je. Tudi če bo ono, da moramo... Samo se bom morala par minut, da razmislim o tem, kaj. Tudi če vidiš, da je ono pač gotovo, podcast konec, moraš povedati. Okay. Lej, boš bila pač ti kriva. Bodi fair do nas. Kaj si tak? To ne smeš reči. To je boš zdaj usadil možgane. Ja. To je plan. Dobro, res sem dovolj. Kaj misliš? Ok, ajde. Lega tipa. Evo, to je prva karta, sigurno. Ja. Usoda, člani podcasta. Ok, čakaj še to, da tle bacim, da še oni vidijo. Da vidimo, kaj bo povedala.
Torej, Ok, torej vajen odnos. Sami neki tipi. Sploh ne. kaj če smo geji? Why are you gay? To. A? Mislim, Jure, priznaj vasi. Ne, kaj je ta tišina Ok. tu? Kaj je fora, je, da so vajna čustva ranjena, ker delujeta z egom, kar se zdi tako prej že pogovarjala. Ampak kaj je tudi to, da pač norec prikazuje načeloma, prišel na robe obrjan, norec načeloma prikazuje nekaj novega, za pa narobe obrjan. Torej nekaj, kaj sta že navajena, veš kaj mislim? Nekaj, kaj je like vsak dan. In polje prišla 7 palic, ki tako predstavlja kreganje. Prav Pa predstavlja. kraljica palic, ki predstavlja nekaj glede, če si passionate. In meni se zdi, da pač imata mogoče drugačne ideje glede tega, kar hočeta. In bi mogla malo uskladiti svoje ideje glede tega, kaj pač vida hočeta od tega. Da pač spet najdeta nekaj skupnega, kaj vaju veseli, veš kaj mislim? Ampak hočemo isto? Ja, prišla je spet. Dobro, samo nekaj, pač iste želje imata od tega, samo morata uskladiti. Kurc. Delujeta on daily Kurc. basis, veš kaj mislim? Pač morata uskladiti nekaj želje, kaj tak vsak Pričakovanja, dan. mogoče. Ja, točno to, ja. Kaj še na svet? Pogovorite se. To je ona ni rabila prodati karti, ko je slišala nas, ko so se kregali zdaj tle. Ja, Eno uro. to bi se lahko z tega povem. En drugemu pustita, da pove svoje in naj konča in pol naj drugi pove svoje. Ampak ni samo povedati, je priposlušati tudi, ne? Ja, no, te pa mogoče si napiši, da si pismo. Ne, pač. Napiši, da Ne, si samo, pismo, veš, zato ker pol bo en napisal. Pa ne moreš ga Okej. prekiniti med neko pismo, piše, veš, Dej, kaj mislim? kaj imaš še kaj, da tebe prekinem? In zdaj moram jaz reševati moje probleme. Zato smo te Kaj si še kaj videla? Je še kaj dobrega? Naši so Ne, dobrega, nehaj to, ti tle, ne 6 povej. nocev. 6 norcev, tle sva dva. To, da daš drugemu to, kaj ti dobiš. Čakaj, moram razmisliti, da Ja. se eno kar. Ne, Saj kaj to delamo pomeni? pressure na Kaj njo. oni? Prej? 6 nocev predstavlja načeloma to, da pač daš drugim osebam to, kaj ti nazaj dobiš. Pač neko ravnovesje. Asma še predstavlja komunikacijo, 5 palic pa tudi neko prepiranje. Pač meni se zdi, da bi mogla si vidva res, tako sem rekla, mogoče pa bi delovalo za vaju, da si pisma pišeta, ker ne bi mogla prekinjati en drugega med tem. Ok. Ja, dobro, bolj bo, če bomo kaj napisali. Ne, na SMS-u, Za ne. vaju zares ni bil dober, ampak to je tudi zato, ker sem vaju že poslušala preveč, kaj mislim, lahko z tega še povem. Pač morata en drugemu pustiti, da pove do konca. Ja, ma, Pač se mi zdi, da tudi ko poveš do konca, Ja, ampak... Če uni ne sliši, kaj ti bo, da si Jaz se povedal? za to pisma si začnem zapisati. ne, pač Napiši moramo pa samo en se, drugemu moramo se pismo. pomeniti normalno. Ja, napiši, pa ne se prekinjati vmes. Veš kaj mislim? Pač Ja. pustita en drugemu, da pove do konca in pol naj drugi pove. Ja, good point. Da še vedno stojim pri tem, da si morata pisma začeti. Ok. Dolg SMS. Ja. Ne, samo tu pač tudi lahko prekineš. Veš kaj mislim? Ja, ja, Ko nekaj razumem. pisma pišeš. Ok, hvala za ta branja. To zadnjo vem, da je bilo res slabo, ampak prej sem dva pa upala. Vem, da sem tebi v obranje naredila. Ja, meni si prvo. skinila. A meni nisi naredil dobro. A ja. Ne, Kaj? ne, to je bil, to te je vprašal, ne, Ja. da je rekel. Kaj? Ja, meni si dobro naredil, se mi zdi, ja. Tudi to je zdaj kar on Ja. point. Ja, Ok. bravo. Kje te najdejo za branje? Delaš to? Bi rada šautnila? Na Instagramu imam Urška Belcel tarot. Instagram. Imam tudi, pač Urška Belcel Instagram imam tam gorje označen moj tarot account. No, evo, Ja. skoda člani 10 dobiste nasmešek. Punca mora služiti, tako da največ dobiste to. Ful zabavno, ful zanimivo. Če, na primer, bi se jaz hotel zdaj tega lotiti, ne? Da jaz znam Ja, to se delati. lahko naučiš. to Kaj seveda. je korak, da pridem do tega, da se jaz to naučim? Prvo si kupi karte in dobiš poleg knjižico, ker ti piše, lahko O, res? What, navodila dobiš? To je tako na pol vtrgana, ampak ti pa pišejo tukaj čisto vsi koraki, kako se naučiti tarot. O, wow, ok. Torej,
teoretično zna vsak. Ja, lahko se vsak nauči. Je pa razlika, recimo, če imaš ti že dar za to, pač karkoli, da imaš bolj dobro razvito intuicijo, pa tudi, ker ni samo intuicija, to je bolj to, kako se znaš ti pogovarjati z strankami. Naprimer, tako, pač, naprimer, da ti vidiš, da oseba nekaj slabega dela, ti lahko, če se ne znaš recimo pogovarjati s strankami, lahko to poveš osebi na tak najbolj grd način, veš kaj mislim, da pač... Aha, moraš biti tak empatičen tudi. Ja, točno to, moraš biti empatičen, moraš, recimo, da vidiš nekaj slabega, moraš znati povedati to osebi, recimo, nehaj delati te stvari, da se ti ne bo to zgodilo, ali pa, lahko si pa sam tak veš, no, to se ti bo zgodilo. Pač tako smo se premenili, lahko pač napoveš nekaj slabega. Pač recimo, če si empatičen, pa znaš ubesediti to, lahko to ubesediš tako, da poveš, česa naj oseba ne naredi, da ne bo šlo v nekaj slabega. Upam, da sem to logično povedala. Je to neka vrsta terapeuta? Ja, kind of, površinsko. Ja, zano, punco smo se glih enkrat imeli, da sem jaz kot terapeut preden greš k terapeutu. Povod. Intro za terapeuta. Preden greš sploh k terapeutu. A tipo, k tebi priješ, da veš, kaj narobe, on ti pove, ko rešiti. Ja. Dobro, se sem tu idola, pač dosti napotkov, kako rešiti, ampak ne morem te pa recimo diagnosticirati, ali pa ti da tablet. Kaj pa sebi? Si narediš kdaj? To rutrine? Ja, ne, kar ma ni se zdi, da sem res na točki v življenju, ko vem, kaj hočem, pa tudi ful teže je delati sam sebe. Poznam pa ljudi, recimo, ki gledajo tudi tarot, pa če kdaj rabim, njim povem, ampak to je ful redko, da recimo enkrat na leto, pa še to ne vedno. Ampak ja. Ukvarjala se boš s tarotom? Ja. Cool. Dobro, imaš še ti kaj z nami zadeliti? Ne vem. Bi nas ti kaj rada vprašala, to vedno vse vprašamo. Tudi ne vem. Če ne nič za vprašati, gremo zdaj na Matejo najljubši del in to so vprašanja. Vsako epizodo preden začnemo snemati, damo na Instagram vprašanje, danes kaj vpraša ste in danes ste nas vprašali. Jošk_o123, kdaj prije Dončić na podcast? Smo ga povabili. Ko je bil v Džiru, ni odpisal. Tako da, če kdo pozna Dončića, pošljite ga v našo smer. Eva.pahor. Če bi lahko legalizirali eno stvar, ki je ilegalna, katero stvar bi to bila? Ajde ti prva. Jaz. Kaj je bilo? Ne vem, pač... Ilegalno. Jaz sem moji družini povedala, da bom šla vsem, tako da močem za odgovoriti na to. Kaj bi lahko legalizirali, kar bi koristilo družbi? Dobro, jaz znam marihuana, to je tako splošno, veš kaj mislim, ker bi za medicino bila dobra, da ker bi jo jaz osebno želela. Okay. Ampak za medicino bila okej. Jaz bi pa recimo, da ti lahko mogoče zdravnik pripiše kakšen psihadelik. Recimo kakšne gobice. Jaz se tudi, ne psihadeliku ti ne torej vse te... Recimo, da bi to legalizirali, ne? Amfetamine. Ampak da bi legalizirali psihadelike, recimo, to mogoče meni. Ti, Matej? Študiram, zakaj je sploh ilegalna prostitucija? Saj ni več v Sloveniji ilegalna. Je pa ilegalno delati na črno, tako da dosti prostitutk dela na črno. In kaj moraš imeti SP? Samo to je fora. Ja, ampak ni pa ilegalna prostitucija. Da ste fiks? Ja, sem fiks, ja. Skušam? Ok, cool. Ja, vprašam. Ampak vem, da ni. Cool. Sledem vprašanje? Ne, veš, ponavadi imajo pod neke erotične masaže. Ja. Tantrična masaža. Ja, recimo to. Ok, zanimivo. No, in še zadnje vprašanje, da se vprašal naš šarout vegan, Nik Ranjec. Kdo bo prej obogatel, Matej ali Jure? Kaj to lahko vidiš? Tako, se da to videti? Ja, lahko pogledam. Kaj, da pogledam? Da, bo vsak vlekel eno karto. Da vidimo, kdo bo prej. Jaz prvi. Tam me kliče. Jure, povleci. Kdo bo prej obogatel, lol. To je čutim. Evo. Pogledamo? Ja. Opala je. Aspalic. Mataj. Idemo! Šoldi! Okay, Jure, tam je pol sad karta.
Kaj so pomenile te karte? Pač Aspalis je nekako ful tak, Aspalis predstavlja nekako ful, ko si passionate about it, veš kaj mislim, kaj novega si ti začneš v življenju. 5 kilihov je pa, ko gledaš svojo preteklost in si sad glede svoje preteklost. Dobro, ja, kam kje ima tle veze z denarjem? Ja, Ja, ma to sem ti že rekel, samo stari. ja, ne vprašanje, ne, tako da. Mislim, ne, ja, ne, ampak pač kjer bo, tako da pač. Če bi šli v detalje, bi bilo drugače, Ja, ampak je. To je ona tvoja stara želja o milijonu. Moraš piti, kako Ja, pride do Matej. tega milijončka. Lej, ko premiješ do milijona, te bom povabil na barko. Pošli mi pol. Te bom povabil s Porschom in Giret. Ja, lepa, hvala, ki si bila z nami. Hvala, ki si nam prišla prečitati. Hvala, da ste me Like, comment, share in subscribe. Jure, In še shoutout za našega brivca Jana Barberja, ki dela v Barbarian Squadu. Pol imamo El Toro Steakhouse, ki ima najboljše člani burger in še masaže Anja, ki najboljše masiro. jaz grem drugi teden, da je malo prime v roke, tako da vsi čeknite. Hvala, ki si bil z nami. Se čujemo. Mua. Ciao.